Leto 2018 obeležuje več obletnic vezanih na Triglav in slovensko planinstvo. V infocentru Trgovska Ruža Bled je potekal posvet ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav. Na posvetu je bilo govora o Triglavu v zgodovini kot o simbolu in dediščini, njegovi naravi in v luči turizma. V prihodnjih mesecih se bodo posveti zvrstili z namenom počastitve še v drugih krajih pod Triglavom, kot so Bohinj, Kobarid, Trenta in Mojstrana. Prireditev se je začela s fotografsko razstavo z naslovom 240-letnica prvega pristopa na Triglav 2018. Fotografije, ki so bile razstavljene, so rezultati fotografskega natečaja. Med 119 prejetimi deli je bilo izbranih 30 fotografij, ki bodo na ogled v infocentru Triglavska Ruža Bled. Prve 3 najboljše fotografije po odločitvi komisije so ustvarili Danilo Lesjak, Andrej Trošt in Bogi Vrevc. Ker je bila glavna tema posveta preobremenjenost, nas je zanimalo, kaj o tem menijo nagrajenci. Menim, da je preobremenjen sigurno, da bi bilo glede tega fino narediti mogoče ali te neke kvote ali nekaj, da ljudje ne bi tako množično hodili, ker se s tem izgublja ta prvobitnost in preobremenjeno je vse. Ja, množičnega obiska je veliko na Triglav. No, vse ostale gore pa niti ni tako hudo, da se da dobiti mir. Na Triglav pa ni treba v največji špici avgusta, pa tudi tam se da dobiti mir. Triglav je v 240 letih prešel od strahospoštovanja in občudovanja do pretirane navezanosti, kot pravi dr. Janez Bizjak. Prav to ga je pripeljalo do njegove ogroženosti. Letos je 240 let od prvega pristopa na Triglav. Triglav je v tistem času imel tudi prav poseben pomen za slovenstvo, seveda se je krepil in ohranjal. Me pa zanima, kakšen imate mnenje, da je danes? Je še vedno tako močan simbol ali je še močnejši? Ja, najbrž je še močnejši simbol zato, ker ga imamo v svoji zastavi, v svojem grbu. Smo se Slovenci poistovetili z njim. Triglav je pač del naše narodne, državne identitete, istovetnosti in zdaj, ali se s tem strinjamo ali ne, tako je in dobro, da je tako. V prejšnjih časih je pa najbrž pomenil tudi kaj več kot simbol. Veliko mitologije je povezane s Triglavom, tudi nekateri ga imajo za Sveto Goro, ampak Svete Gore so vedno stvar človekove intime. Na Sveto Goro se ponavadi ni smelo hoditi, ampak občudovati, častiti oddaleč ali pa od spode. To, kar je pa danes Triglav, zaradi preobremenjenosti je pa daleč vsake Svete Gore, tudi to je razvrednotenje nacionalnega simbola, Triglav. Triglav kot simbol se je v 240 letih spreminjal. Triglav nas spremlja povsod, je glavni simbol in z tega vidika ima seveda to povezovalno noto. Po drugi strani ga pa seveda v današnjem času jemljemo precej samoumevnega, zaradi tega, ker tukaj je, ker ga več ne rabimo braniti, seveda. Takšno Triglav močno vlogo oziroma simboliko je verjetno imel zadnjič ob osamosvojitvi, ko smo na vrhu razobesili zastavo prvič na svojem vrhu, torej prvič, ko smo imeli svojo državo in v bistvu je Triglav le prišel do te vloge, ko je iz nekega vrha, nekega regionalnega najvišjega vrha, iz vrha najvišje države, naše skupne, večnarodne, prišel do vloge, ko je v bistvu končno, glede na to simbolno vlogo, prišel do glavnega pomena, torej glavnega najvišjega vrha Slovencev. Na posvetu je bilo govora tudi o omejitvah, ki bi pozitivno vplivale na naravo, kot tudi na varnost obiskovalcev. Nekje preberejo, da je Triglav lahko dostopen in vidijo tudi nekatere športnike, maratonce, ki brez vsakega nahrbtnika v lahkih copatah letijo na Triglav, potem pa mislijo, da tudi sami zmorejo to, temu ni tako in je veliko nesreč tudi zaradi neprimerne obutve in tudi neprimerne obleke, kadar je nevihta.
Zato je Triglavski park, pa mislim, da je policijska enota, vsako leto naredijo preventivno akcijo pregledovanja na določenih krajih ljudi, ki grejo na Triglav, imajo primerno obutev ali nimajo. In kaj bi se zgodilo, če bi omejili obisk na Triglav? Da bi se zgodilo, če bi omejili obisk Triglava, zato da bi ga obvarovali z nacionalno podobo. Jaz mislim, da nacionalno podobo ne bo vplivalo. Omejitev pristopa vsekakor ne. Verjetno bi bilo drugače, sploh v začetku, če bi prišlo do predstavitve Aljaževega stolpa iz vrha, ne? Ker v bistvu na vrhu Triglava se slikamo vedno ob Aljaževem stolpu, ne? Torej, če hočeš dokumentirati, da si bil na vrhu, se moraš postaviti ob stolp, ne? Torej, če ne bi tega stolpa bilo, bi na nek način razvrednotili Triglav. Z samim obiskom oziroma omejitvijo obiska ga ne bomo, ga ne bi, ne? Konec koncev pred dobrimi 100 leti jih je na leto bilo 300, ne, na vrhu v celi sezoni, zdaj v današnjih časih jih je 1000 in več, ne, v enem dnevu, ne, torej, pa je takrat že tudi bil Triglav simbol, ne. Slovenci ga bomo jemali, po moje, enako, če tudi bomo imeli omejitev, ne, pristopa na vrh, konec koncev, spet vsak od nas ne gre mesečno na njega, ampak je to na nek način projekt, ne, konec koncev za nekatere tudi življenjski projekt, ki pa ga lahko udejaniš tudi z nekimi kvotami, ne, to pomeni, da pač računaš, da greš takrat in takrat, ne.